Srednja trgovska šola Maribor je za svoje učence danes pripravila pasji dan. Priložnost so imeli namreč spoznati terapevtsko vrednost psov, tačke, pomagačke, pasjo frizerko, ki jim je pojasnila in na živem modelu pokazala, kako pravilno ostriči psa, vrhunec druženja s štirinožnimi kosmatinci pa je bil pasji agility. Hitrostno tekmovanje psov v boju z najrazličnejšimi ovirami. Kuža je v vsaki družini neke vrste pozitivni motivator. Ljudje se ob psih sprostijo, pozabijo svoje frustracije, svoje težave. Prostovoljno društvo za terapijo s pomočjo psov deluje sicer na območju celotne Slovenije. V Mariboru nas je zdaj 5 aktivnih parov, imamo pa že kar veliko pripravnikov, ki se bojo zdaj šolali in bojo tudi z nami hodili. Hodimo predvsem v domove starejših, v vrtce, rehabilitacijske zavode, v domove, mladinske domove. Nažalost v Mariboru, v bolnici še ne pridemo, niso še nekako navdušeni, v Ljubljani pa predvsem na pediatrični kliniki, tam pa imajo veliko tega že. Vi se sprehajate z tačkom pripravnikom. Kako dolgo traja pripravništvo? Pripravništvo obsega 25 ur praktičnega dela in izobraževanje, to pa so potem 4 dni seminarjev, na katerih spoznamo delo na splošno, kako pristopiti k uporabnikom, kaj početi z njim, tako naprej. Kakšni kužki pa so najbolj primerni, katere pasme? Pasme sploh niso primerne, ni važno, kakšna pasma je. Moje je na primer mešanka iz azila, odvisno je vzgoja, odvisno je, da je pes neagresiven, nežen, prijazen, da ima visok prag tolerance, ja, ker včasih vemo, sploh otroci znajo prijeti, zgrabiti, tako da potem kuža ne odreagira. Za izvajanje programa READ, branje psu, je najbolj primeren starejši, umirjen kuža. Praktično to izgleda recimo tako, izvajajo to v knjižnicah ali pa v šolah, da pride kuža v en taki prostor, ko otroku, ki ima z bilo kakršne zavore z čitanjem. In on čita psu, temu rečemo. Vodnik je zraven, ampak otrok čita psu. In s tem se potem uči čitati, lažje čita, pridobi na samozavesti otrok. Pogostost striženja je odvisna od pasme psa in ta od tega, ali se z njim udeležujemo razstav. Višavske terierje je tako treba striči vsake 3 do 4 mesece. Če pa kužka želimo vsej lepoti kazati na razstavah, potem pa ga je treba vsake 14 dni trimati. Trimanje pomeni puljenje odmrle dlake. Katere pasme v bistvu so najbolj zahtevne za striženje? Zahtevne so praktično vse pasme, ki jih je potrebno striči. To v glavnem terierji, potem so recimo pudli, bišoni, v glavnem vsi so zahtevni, vsak ima svojo frizuro in pač je treba na to frizuro postriči. Tukaj imamo enega višavskega terierja, kako dolgo se že ukvarjate z njim? Če hočeš enega takega psa res vredo postriči od ure do ure pa pol. Vidimo, da ta kandidat tukaj kar lepo prenaša to proceduro. Ja, navaditi je treba malega, mladega, mladička pravzaprav. Prvič ga je treba postriči tam okrog 5., 6., 7. meseca, da se navadi. Če takrat ne, potem pa lahko delajo probleme, ker pa so pa že odrasli. Zdaj pa ni problem. Ona je navajena, to je psička, Iša, in ona je navajena tega in ne dela nobenega problema. Si že kateri pes med striženjem ugriznil? Med striženjem ne, ampak pred striženjem že. Ja, ker niso taki socializirani in je treba paziti, višavci so sploh lahko napadalni. In kakšne pripomočke uporablja pasja frizerka? Kaki glavnik, kaka krtača, škarje, tu spredaj je treba malo z bašino, da si lažje, da si delo malo olajšaš s strojčkom, ne. Drugače pa v glavnem s škarjami se odlikuje celi pes. Mislim, da striženje ni neprijetno. Edino, kar je neprijetno, ker traja dolgo, ker mora biti na mizi tako dolgo, drugače pa to ne boli psa nič.